tednom dni sem dejal, da bomo v poslanski skupini razmislili, ali bomo vložili interpelacijo proti ministrici. Takrat smo jo pozvali, da bi na osnovi vseh tistih zadev, ki so bile povezane z afero z mladimi psi in pa tudi z zgodbo z najemom prostorov za nacionalni preiskovalni urad, da je razlogov dovolj in da ocenjujemo, da bi bilo smiselno, da bi ministrica tudi sama odstopila. No, danes smo poslanci vseh treh opozicijskih stran z vsemi podpisi vložili to interpelacijo. Tu bi samo na kratko povzel nekatere stvari, ki so v tej interpelaciji pomembne. Najprej je ta tragični dogodek 2. februarja, ki se je zgodil na Oranžnovi, ker so mladi psi, lahko rečemo, odjavili svojega gospodarja, svojega tudi lastnika in je zaradi teh dobljenih poškodb tudi umrl. Ti psi so dobili status nevarnih psov že prej, ko so že leta 2006, marca 2006, poklali mimoidočega, slučajnega mimoidočega in takrat veljavni zakon je za te živali pravzaprav predvidel edino možno rešitev, to pa je humana usmrtitev. Oziroma ne takrat veljavno, potem kasneje zakon, ki smo ga vložili. Žal se je v tem obdobju, takoj po nesreči, zgodilo, da je poslanec liberalne demokracije, pol leta po nesreči, vložil zakon, pri katerem je bila ta humana usmrtitev šele 4. ukrep. Najprej so bili neki vzgojno-izobraževalni ukrepi za nevarno žival, 4. ukrep šele je bil tudi predlog za usmrtitev. Ta poslanec je bil gospod Sajovic in lahko tudi sedaj ugotavljamo, da se je pravzaprav kljub temu, da je bil vmes sprejet zakon, ki je predvidel samo usmrtitev teh nevarnih živali, da se je pravzaprav ta scenarij, ki je bil v tem zakonu predviden, dejansko tudi odbil, kajti bile so vmes nekatere vmesne stopnje z zavetiščem, poskusi prevzgoje psov in tako naprej. Mislim, da je bilo zanimivo, da bi tega poslanca Sajovica vprašali, kdo je pravzaprav ta zakon pripravil, na čigav predlog ga je vložil in mislim, da bi lahko povedal o tem marsikaj, kajti ne verjamem, da bi tak zakon pripeljal sam zakonodajni postopek. V postopke vračanja psov so bili vpleteni tudi strokovni izvedenec Rajko Rotner, ki je stric Katarine Kresal. Pravne storitve je opravila odvetniška pisarna Srnica, ki jo vodi življenjski partner Katarine Kresal. Sodbo upravnega sodišča je spisal dr. Boštjan Zalar, ki je brat pravosodnega ministra Aleša Zalarja, tudi člana liberalne demokracije. Pa tudi mnenje za Zoro Rotar je napisal dr. Slavko Ziher, ki je tudi, mislim, podpredsednik liberalne demokracije in nekdanji državni sekretar. Skratka, vsi navedeni so tako ali drugače povezani z liberalno demokracijo, so mnogi tudi funkcionarji liberalne demokracije, so z njo politično, sorodstveno ali tako drugače povezani. Ni ob tem tudi nepomembno, da se je zaradi mečkanja vlade zamudilo tudi z soglasjem državnemu pravobranilstvu za zastopanje v tem postopku vračanja in tudi tu so pravzaprav vsi ti ključni akteri ponovno zraven. Tako ministrica Kresalova, tako minister za pravosodje Zalar in pa seveda tudi minister za kmetijstvo gospod Pogačnik in pa seveda generalni sekretar vlade gospod Milan Mencik.
Ob tem lahko še dodamo, da generalnega direktorja policije, ki ga je na ta položaj preko vlade pravzaprav postavila Katarina Kresal, kajti gospod Goršek je bil njena osebna izbira in človek, ki mu še posebej zaupa. In na koncu celo tako, da smo zaradi tega, da se prav gospod Goršek imenoval na čelo policije, spremeniti tudi zakon o policiji. Najbrž se zaradi vse te velike povezanosti preiskava tega primera ne premakne. Kot veste, je nekaj dni nazaj poslanec liberalne demokracije Anton Mandarić dejal, da bi po 20 dnevih pa že morali dobiti vsa izvedenska in druga mnenja in da bi s temi tako stroka kot policija morala priti pred javnost. Danes je 21. dan po tem dogodku, pa se na tem primeru še pravzaprav ni nič zgodilo. Zanimivo je, da minister Zalar ni odredil pravosodnega nadzora nad delom upravnega sodišča, kot je to storil v nekaterih drugih manj pomembnih primerih, recimo kot nadzor nad okrožnim državnim tožilstvom v Ljubljani ali pa tudi nad sodiščem v Ljubljani. Tu se lahko samo sprašujemo, ali so to res naključja, ali pa gre za sistematičen, poslovno, prijateljski, politični pristop in za napad na pravno državo in pa tudi za enakost pred zakonom. Tudi ves postopek policijske preiskave po nesreči je potekal zelo nenavadno in kaže na to, da je prišlo tudi do političnega nasilja. Policija je dovolila vstop funkcionarju vlade, državni sekretarki na zavarovano področje in je tako ali drugače pač bila navzoča pri tej preiskavi. Pa je ta gospa morda bila posredno, morda pa celo neposredno vpletena v ta postopek vračanja nevarnih živali. Policija, najbrž sam generalni direktor policije, je najprej obvestil svojo resorno ministrico, svojo politično šefico in zanimivo je, da je to obvestilo ministrici prišlo prej, preden je bil obveščen tudi dežurni preiskovalni sodnik in precej prej, preden je obveščen tudi dežurni okrožni tožilec. Skratka, ministrica je najbrž takoj tudi obvestila svojega življenjskega partnerja, odvetnika Senico, ki se je že kmalu po tem incidentu znašel v kliniki Barsos in je tudi sam kot dober pravnik veliko pomagal in sodeloval pri teh postopkih vračanja živali. Zanimivo tudi to, da je bil pravzaprav šele po obvestilu ministrice Kresalove pomanjkljivo obveščen tudi okrožni oziroma dežurni preiskovalni sodnik. Kajti policija mu je zamolčala, tako je navedeno v nekaterih poročanih medijev, pomembna dejstva, katerim pravzaprav ni bilo suma, da je šlo za zlorabe ali pa za kazniva dejanja. To najbrž tudi dežurni preiskovalni sodnik tudi ni prišel na kraj dogodka.